In zdaj vabim profesor doktorja Marko Pavliha, da se nam pridruži in da ga nekoliko podrobneje predstavim, čeprav verjamem, da ga vsi kar malo že poznamo. Ampak profesor dr. Marko Pavliha je mednarodno priznan pravni strokovnjak, esejist, redni univerzitetni profesor. Študiral je v Ljubljani, v Splitu, v Montrealu, vrsto let delal v gospodarstvu, potem pa se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil vrsto let in je spet predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet, tudi prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado kot minister za promet, kasneje pa kot poslanec in podpredsednik Državnega zbora. Dr. Pavliha se je po končanem poslanskem mandatu vrnil v akademski svet, danes predava, kot rečeno, na Fakulteti za pomorstvo in promet, na Pravni fakulteti in Ekonomski fakulteti Ljubljanske univerze, pa tudi na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti, gostoval pa je tudi na prestižnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti. Sicer je profesor Pavliha član številnih domačih in mednarodnih organov, strokovnih združenj, eden od ustanovitvenih članov in predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije, bil je generalni sekretar Mednarodnega pomorskega odbora, soavtor več kot 20 knjig, 500 člankov in za svoje delo seveda prejel tudi vrsto priznanj, med katerimi je mogoče še posebej pomembna nagrada Pravnik leta 2001, ki mu je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije. Dobrodošel med nami v Celju na tem današnjem simpoziju in nekaj ne, zdaj pa nas zanima, kaj pomeni v vsem tem nekaj, kar je onkraj te materialistične paradigme. Tako lepo in nepotrebno predstavitev. Čeprav bi prosil, če lahko tudi en kopijo dobim za domov, da mi bojo tudi doma včasih malo pohvalili. Hvala lepa Sandri in Domnu za to povabilo. Vidite, da je entuziazem velik, da sem se iz slovenske Istre pripeljal na ta sicer bolj siv dan, ampak takoj na začetku, ker verjetno med vami ni dosti pravnikov ali sploh nobenega, moram nekaj stvari povedati v svoj zagovor. Namreč prvič, da sem sploh pravnik in drugič, da sem rojen Ljubljančan. In to se mi je do zdaj vedno obrestovalo, ker sem koledoval po Sloveniji. Namreč največkrat slišim dobrohotno pripombo, ki pa je vendarle pikra glede teh dveh dejstev, torej da sem pravnik in da sem iz Ljubljane, naslednjo. Saj ni nič narobe, ampak lepo pa tudi ni. No, naj povem, da sem sicer pravnik, ampak se imam za drugačnega pravnika, prisegam na humanizem, vključno z duhovnostjo, na interdisciplinarnost, na internacionalnost in skušam pač pravo vblest v celoto, kar bom skušal danes govoriti. Kar se tiče pa ljubljanskega porekla, pa ne v zagovor povem, da je mama iz Šentjurja pri Celju in da sem poročen s Primorko in da že od leta 1999 živi v slovenski Istri, tako da, kot vidite, mi je kožica že odpadla, govorimo seveda o plavalni, ostalo bi bilo pa preveč politično nekorektno, oziroma verjetno bi religiozno zavajalo. Danes bi vam govoril o sicer težki temi, ampak vendarle je zelo pomembna, namreč morda ste si prebrali mojo tezo na spletni strani Teozofske knjižnice, namreč če se bomo želeli povzdigniti na višji nivo naše zavesti, potem bomo potrebovali bistveno več sodelovanja in tudi preobrat obstoječih klasičnih materialističnih znanstvenih paradigem. Namreč samo to nam bo omogočalo pogled v neko širšo kozmično zavest ali po Jungovo recimo kolektivno nezavedno, ko bo vse več ljudi, torej sem si dovolil biti malo poetičen, ki se zavedajo, da eno bo vse in vse bo eno, ko nikomur več ne bo vse eno, kaj se dogaja v njem in naokoli, ker se bo zavedal enosti. In naj takoj povem zopet za zagovor, kot bi morda rekla Zvezdana Mlakar, za nacionalko, sem tukaj ni nacionalke,
namreč to seveda ni več New Age, to ni nek larifari nekoga, ki mu je dolg čas v pravni profesiji, ampak to je kvantna fizika. In večino tega, kar vam bom danes govoril, se da že danes dokazati, čez 10-15 let bo pa to po moje popolnoma samoumevno. Začel bom z znanim ameriškim psihologom Lawrenceom Kohlbergom, ki so ga celo uvrstili med 100 najbolj vplivnih filozofov 20. stoletja. On je že v svoji dizertaciji razvil 3 ravni moralnega razvoja s 6 stopnjami. No in zelo na kratko, vidite, predkonvencionalna raven pomeni, da se ravnamo po vrednotah, po pravilih, kamor spada pravo, pa tudi etika, morala, bodisi zaradi strahu ali zaradi koristoljubja. To seveda poznajo tudi učitelji, ravnatelji, kako je, zakaj se kdo uči, ker ga je strah pred starši, ker ga je strah pred učitelji ali zato, da bo dobil najnovejši pametni telefon, mislim, da je zdaj že 11. Tudi jaz čisto točno ne vem, kaj te številke pomenijo, ampak mi otroci razložijo in pomagajo najti ustrezni gumb. Druga raven je konvencionalna, je že bolj napredna, torej etiko, moralo spoštujemo zaradi družbenega konsenza, zaradi medsebojne harmonije in potem je tu še postkonvencionalna, ko gre pa že neko univerzalno dojemanje vsega in ko pravzaprav delujemo skorajda nagonsko, tako kot delujejo fizikalni ali pa naravni zakoni, se pač dogodijo spontano in tako čuti tudi človek, ampak Kohlberg je segal še više. Namreč vizionarstvo je namignil, da morda obstaja še 7. stopnja, on jo je poimenoval transcendentalna moralnost ali moralnost kozmične orientacije, ki povezuje duhovne razsežnosti človeka z njegovim moralnim občutkom. Skratka, tu gre pa že za njegovo razmišljanje o tem, da bo človek zares moralen in etičen takrat, ko bo tako vpet v celoto, da bo njegovo dobro ravnanje popolnoma samoumevno. Seveda se je moral zavarovati, da je sam pri sebi izrazil skepso, ker ne v tistem času ne bi dobil nobene službe več. Tudi sicer je bolj klavrno končal, ampak o tem ne bi govoril. Sodil si je sam, upam, da ne, tudi zaradi njegove precej napredne orientacije v tistem času, ki je še danes zelo pogumna. Ampak zakaj debata o zavesti? Zopet smo pri pravu, ampak to je zanimiv možakar, ki je imel v prejšnjem sistemu tudi kar nekaj problemov, zato ker je bil očitno preveč zanimiv. Je bil pa prvi dekan pravne fakultete, profesor Leonid Pitamic, ker praznujemo 100 let Ljubljanske univerze, mogoče dobro, da ga omenimo, namreč tudi pravna fakulteta praznuje 100 let in v svojem inauguralnem predavanju kot prvi dekan pravne fakultete izreče na koncu tale stavek: ne bomo ustvarjali, ne bomo delili, ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas. In seveda tu postavljam vprašanje, kaj je vrli profesor menil, ko je rekel v nas, kaj je zdaj to v nas. Nam se zdi to samoumevno, da rečemo, ampak ali je to ali je to naš neokorteks v možganih, ali je to amigdala, odkud izvirajo čustva, ali je to morda kaj več nematerialističnega, neoprejemljivega. No in seveda obstaja toliko definicij o zavesti, kot je ljudi, ki jo definirajo. Verjetno je še najbolj točna ta, da gre za vse, kar človek izkuša s pomočjo čutil in tudi drugače, da ne ni popolnoma jasno, kaj pa je to tudi drugače, čeprav praktično slehernik ve, kaj imamo v mislih, kajti mnogokrat čutimo nekaj, kar ni povezano z našimi čutili. No in tu omenjam znanega psihologa Williama Jamesa, ki je izpostavil 3 možne pristope, namreč rekel je že takrat, proti koncu 19. stoletja, da bodisi možgani proizvajajo zavest, ali možgani omogočajo zavest, ali tisto, kar je verjetno najbližje, ne bom rekel resnici, ker to je zopet omejevalno, pa tistemu, kar danes potrjuje velika večina nematerialističnih tudi nevrologov in drugih znanstvenikov, namreč, da možgani oddajajo zavest s tako imenovano filtrsko funkcijo, pravzaprav nas omejujejo, da bi imeli širši dostop do širše
celote ali zavesti in tu morda je recimo izziv za umetno inteligenco, pa potem nekaj tudi na koncu. No in iz vsega tega se je potem v naslednjem stoletju sta se oblikovali dve struji znanstvenikov, in sicer materialisti, ki pravijo preprosto povedano, da je zavest zgolj proizvod možganov, da gre za, kot vidite, akcijo nevronov oziroma elektrokemičnih procesov, in pa druga skupina, ki pa pravijo, da morata biti možgani in zavest ločeni, čeprav jih je treba obravnaviti celostno. Ampak nobenega dokaza ni, dejansko poudarjeno, nobenega dokaza ni, da zavest fizično izvira iz možganov. Seveda je pa skupaj z možgani celota. Človek je mnogo več kot telo in presega svoj In zdaj nekaj argumentov, ki prepričajo tudi tiste, ki so najbolj skeptični. Max Planck, Nobelov nagrajenec, večkrat v svojih različnih predavanjih, to je v originalu v angleščini, se nisem izognil nemščini, čeprav znam angleško boljše kot nemško, poglejte, pravijo, da snov izvira iz zavesti in da pravzaprav snovi ni takšne, kot si jo mi predstavljamo, in je dejansko s to izjavo in seveda svojimi raziskovanji postavil osnove kvantne fizike, tako da ga tudi danes njega opredeljujejo kot očeta začetnika kvantne fizike. No in tu ne morem mimo Galileja in njegovega znamenitega teleskopa, ki v tistem času še ni bil teleskop, ampak Galileo v enem od svojih pisem dobremu prijatelju Keplerju napiše naslednje, pravi, tule v Padovi ima med drugim nekega izjemno priznanega, celo vodilnega filozofa, ki ga ves čas prepričujem, naj za božjo voljo pogleda skozi moje zrcala, da bo videl, da mu lahko na več načinov pokažem, da Zemlja kroži okoli Sonca, ne pa obratno, da imamo pravzaprav heliocentrični sistem in ta človek ves čas odklanja, ne želi pogledati skozi teleskop. Tako se zdi tudi danes, da prevladujoči znanstveniki ne želijo pogledati skozi ta imaginarni teleskop in se ne želijo se niti za trenutek ustaviti pri predpostavkah, namreč to pa je problem in na to opozarjajo tudi že v 19. stoletju, da obstoječa prevladujoča znanost preveč temelji na predpostavkah, ki pa jih je nemogoče znanstveno dokazati. Torej, prevladujoči znanstveniki banalno povedano bodo rekli, ker na televiziji gledamo različne televizijske programe, to pomeni, da jih televizijski sprejemnik proizvaja. Ali obratno, ne? Res je, da je zrak predpogoj za letenje ptic, ampak ne pomeni pa te dejavnosti. Je predpogoj, tako kot je voda predpogoj za plavanje, recimo rib, ali pa tla za hojo, ampak ne predstavljajo te dejavnosti. In zato je že tedaj angleški zgodovinar in filozof Toynbee predlagal, da bi morali imeti razširjeno ontologijo, nove predpostavke, razširjeno epistemologijo. No in če to povežemo z Thomasom Kuhnom, za katerega verjetno ste že slišali, ki je govoril o preobratu znanosti, kadar v družbi prihaja do kriz, the paradigm shifts, mi verjetno ni treba zdaj naštevati, koliko kriz imamo v današnji dobi, kajti jih je preveč in časa je zelo malo. Hvalevredno je vedno več ljudi, ki se ukvarjajo s to problematiko in tudi vedno več asociacij, institucij, ki jih te ljudje ustanavljajo. Leta 1973 je prišlo do ustanovitve dveh takšnih organizacij. Prva je bila Noetični inštitut, ki ga je ustanovil celo eden od astronautov, ki je bil tudi na Luni, Edgar Mitchell. Drugi je pa znanstveno medicinsko omrežje, tudi ustanovljeno leta 1973 in združuje znanstvenike z celega sveta, povezane z več kot 30 institucijami, uglednimi univerzami. No in to omrežje je lansko leto v okviru projekta Galilejeva komisija javno obelodanilo poročilo, ki je dokaj revolucionarno, lahko ga preberete na spletni strani Galilejeve komisije in sem prinesel tudi nekaj prospektov, kjer je njihovo poročilo povzeto v 14 točkah. Tisto, kar je bistvo, je pa naslednje. Tudi znanost se ne more izogniti absolutnim domnevam, predpostavkam, o katerih sem že povedal, da so zelo na trhlih nogah.
Iz tega izhaja, da prevladujoča znanost, zlasti nevroznanost, pojmuje zavest kot fizični produkt možganov, kar ne drži in Galilejeva komisija navaja kar nekaj argumentov v to, od obsmrtnih izkušnjah, potem nelokalni percepciji parapsiholoških pojavov, pričevanju otrok o prejšnjih življenjih, se to bomo mogoče imeli čas, da na okrogli mizi obravnavamo, no in pozivajo k večji odprtosti uma in poudarjajo, da bi morali kot znanstveno metodo upoštevati tudi introspekcijo. To, kar sicer, tako bom zaključil, velja nasploh že recimo v nekaterih modernejših vejah psihologije. No in za konec seveda vprašanje, kako doseči višjo raven zavest, morale, etike, kako doseči to 7. stopnjo, o kateri je govoril Kohlberg. Boljšega odgovora zaenkrat nimam kot za tisto najmočnejšo energijo, ki še vedno je ljubezen. Ko govorimo o ljubezni, nimamo v mislih zgolj erotike, efitemije po antično, več oblik ljubezni je, zlasti agape je tisto, kar pomeni ljubezen do vseh in vsega. Zlato pravilo, ki ga Karl Gržan imenuje zlata vredno pravilo, je premalo, kajti preveč izhaja samo do sočutnosti do sočloveka. Tu so še živali, so rastline, je pravzaprav celotni planet in celotno vesolje. Tudi to bo možno nadgraditi, če bomo bolj čutili vso celoto, no in jasno, tu je verjetno zagotovo predpogoj holistična vzgoja. Torej vzgoja, o kateri govori Karl Gržan, o kateri je govoril že pokojni Franc Pediček, ko je rekel, da vzgoja ne bi smela biti samo funkcija ideologije države, gospodarstva, ampak da bi morala biti predvsem funkcija človeka, da bi morala omogočati učlovečevanje človeka. No in mogoče bi res končal z verzi Andreja Rozmana Roze, ki je v zadnji kitici prelepe pesmi, nekaj ti moram povedati, rekel približno takole, in to danes počenjamo, namreč soustvarjamo, sodelujemo z pogovorom. Rekel je, pogovarjanje je bližina in toplina. S pogovarjanjem smo družina in skupina. S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. Hvala lepa.